Torej, dober dan, otroci 2. in 3. razreda in moja mama, ki bo imela letos avgusta meseca 93 let. Torej je stara 7 let, manj kot 100 let. In zato nam ima za pripovedovati zanimive zgodbe. Zato smo jo tudi povabili med nas. Da nam bo govorila o izseljencih. Veste, kaj smo delali po izseljencih? Ja. Nekateri ste pa delali tudi po priseljencih. In njeno življenje je spoznalo in izseljence in priseljence. Tako, da jo bo zanimivo poslušati. Za začetek pa morate nekaj vedeti. Vse se je začelo dogajati takoj po prvi svetovni vojni. Po letu 1919. Takrat so bile tukaj, kjer je zdaj Slovenija, zelo težke razmere. Težko je bilo dobiti delo, ker je vojna vse uničila. Težko je bilo plačati davke in še težje je bilo priti do hrane. In tako številčne družine, kot so bile takrat, to je bila številčna družina, tudi družina njenega očeta, 10 otrok je bilo. 10 otrok je bilo, niso imeli denarja niti za hrano. Zato je moral njihov očka iti 2-krat v Ameriko. In vsakeč, ko je prišel nazaj, spet ni bilo dovolj denarja, da bi plačal dolgove. In kaj se je zgodilo? Trgovec, trgovine, v kateri so bili dolžni, je zahteval hišo. Rekel je, vi meni daste hišo, jaz vam dam še tisto malo, kar je hiša vredna in pejte, kamor želite. In so ostali brez vsega, z nekaj denarja v rokah. In za ta denar tukaj niso mogli nič kupiti. Tukaj je bila Italija. Italijani so bili tukaj glavni. Italijanski jezik. Slovensko se ni smelo govoriti. In zato so slišali, da so v Bosni začeli razprodajati zemljo, ki je bila podržavljena od turških velikašov, ki so morali po prvi svetovni vojni oditi iz Bosne. In tako se je odločila družina njenega očeta, da grejo v Bosno in zaživijo novo življenje. In tako so postali izseljenci. Izseljenci so tisti ljudje, ki se ne bodo nikoli več vrnili v svojo državo. Zdomci so pa tisti ljudje, ki grejo iz Slovenije ali iz Jugoslavije ali iz Bosne za nekaj let, pa vejo, da čez nekaj let pridejo nazaj. Oni so postali izseljenci. A zgodba se je šele začela odvijati. Torej, mama, dedek se je preselil svojo družino v Bosno, nekaj mi razloži. Vem, da je doma iz Vrbovega, mama iz Velike Bukovce, torej tukaj, iz Slovenije, ki je bila takrat Italija. Kako sta se ona dva sploh našla? 2 Slovenca, eden v Bosni, eden iz tega dela bivše. Mama je šla obiskat svojo sestro, ki je tudi tako živela. Njen mož je bil z Vrbova, Varšanov, mama je bila lastnica gostilne in njegovi bratje so Mussoliniju na sliki izrezali oči in usta in mu Mustafe narisali, in to v gostilni na sliki. In ko so zjutraj prišli fašisti, mislim, Italijani v gostilno, na pijačo, na kavo, so to videli in so naredili cel halo, tako da je stric od mamine sestre mož pobral 3 leta staro punčko in jo dal na hrbtnik in bežal čez Snežnik, čez mejo v Bosno. Ne v Hrvaško, pa v Bosno. 3 leta je bila stara sestrična Micka. In ko je drugič spet rodila 3. sina, je mama, ker je bila pač teta sama in
so imeli nekaj, takrat stric je kupil kmetijo, precej veliko, ker je bilo veliko zemlje tam na razpolago, na razpolago zemlje, ja. In poceni je bila ta zemlja. In poceni, ja. In je mama šla sestro obiska in tam seveda, ker je bilo že, so začeli že Slovenci na veliko se srečavati o praznikih, navadno je bilo to za velik šmaren, 15. avgusta v Slatini. To je pa hrib nad Banja Luko, kjer je termalna voda in to je en kraševec, ime sem pozabila, sem ga poznala. Izgradil zdravilišče. Je zdravilišče in odkupil cel hrib. No, kraševec je bil tudi Slovenc. Je bil kmetijstva iz... Mama, da ne zaidemo. Ja. Tam v Slatini so se Slovenci dobivali. Ja, tam je. In tam, kaj je bilo tam? Je bilo zdravilišče. Kdo se je tam spoznal? Mama in oče. Aha, so šli torej tvoja mama je šla v Bosno obiskati svojo sestro, ki je takrat rodila, da je bi pomagala. Dedek, moj dedek, tvoj oče, je pa šel prazdovati. Ja, kjer je srečanje. Ja, sta se tam srečala, Slovenci so se, in tako sta se spoznala. To gostilno, kjer so se tu srečavali, je bil Sez Jablance, tu sem, mislim, sem 93 stara, pozabljam, Princ. Ja, Slovenski je bil doma Sez Jablance in je šel in na Vliko so delali, tako ne. In stric, mož od Steče, je z vozičkam pedal mamo in očeta in še druge, kolikor jih je šlo na to. In so bili cel dan tam. S konjem, z vozom. Z vozom, ja. So se z vozovi vozili na zabave. Ja. No, dajmo še malo, mama, se vrnemo nazaj. Omenila je Mussolini. Mussolini je bil italijanski okupator. Glavni med Italijani, ki so zasedli naše tukajšnje slovensko ozemlje. Vse sem vam rekla, tukaj je bila italijanska cona. In dedek, ki se je odselil v Bosno, je bil torej italijanski državljan. On je tudi vojaščino odslužil tukaj. Takoj, ko so Italijani prišli, so te mlade fante se organizirali v vojno in bil je Bersaglier. Tu so vojaki, z noge vojaki, so slobuki pa imeli spirje od pavov, kole. Ja, to je bila njihova posebna znana uniforma, da so nekaj posebnega. Ja. Mama, da ne zaidemo, ker naš čas preganja, tudi zaradi ure, ki jo imamo določeno. Dajmo zdaj nadaljevati tam, kjer smo prej končali. Dedek in babica, nona moja, tvoja mama in oče sta se spoznala. Kako sta se pol hitro dogovorila? Kako sta se poročila? Kje? Tukaj ali v Bosni? Mama je šla nazaj na Vilko Bogovcev, je vzela pač njeno balo. Bala, dota. To je tisto, kar so včasih ženskam dali starši, da so lahko zaživeli v svojem gospodinstvu. In je šla nazaj v Banja Luko in sta se 8. novembra poročila v Banja Luki, tam v eni vasi. No, zanimivo je bilo, da sta kupila tudi posebej zemljo in da bodo začela zidati hišo skupaj. Temelje so začeli izkopavati in so naleteli na grobišče. In takrat se je izkopavanje začelo zares, ker so izkopavali grobove, morda rimske, turške, kakšne, turške po moje, ne. In je bilo konec njihovo hišo. Niso več zidali, niso smeli več zidati. Niso smeli, ker so najbolj Cerkve Svetega Marka, ne? Ja, to pod... Zraven Cerkve Svetega Marka. Ja, kako so pol živeli, mi povej, če niso mogli svoje hiše se zidati, ali so bili najemniki? Najemniki. Veliko stanovanj smo menjali, najprej smo bivali v Gornjem Šeru, kjer je bilo rudniško naselje, namreč ate se je zaposlil na rudniku in se je izučil za tisto, ki je delal love. Aha, kopal love, ne? In kopal love in postavljal tele. Ja,
grede, ki podstavijo, da se ne sluši. Ja. Dobro, mama, tam ste se rodili 3 otroci, jaz se vedno zaprkavljam, da je Bosanka. Ne, sem jaz Bosanka. Kako da reče, si se rodila v Banja Luki? Ampak zdaj vemo, da ni, ker so bili oni italijanski državljani, ko so odšli tja. In to jih je rešilo. Poslušajte naprej. 3 otroci so se rodili. Vsi 3 so znali govoriti slovensko. Ja, smo morali govoriti slovensko. Doma, potem pa v šoli. V šoli pa bosansko. Potem pa pridemo do te točke, ko vprašamo naše otroke, ki so priseljenci, ki so prišli danes z avtomobili, se preselili v Slovenijo, da bi imeli njihovi starši delo, ki ga dol v Bosni in Črni Gori ni toliko, kot je tukaj za njih. Vprašamo, kako se počutite, ko ste med Slovenci in znate samo svoj jezik. Kako se počutite tisti, ki ste tukaj, ki ste prišli iz Bosne, so starši? Je bilo težko na začetku? Si razumela slovenski jezik takoj? Ne. Zato imamo tudi učitelje, da vam pomagamo in vas čisto razumemo. Sploh jaz, ki vem, kako je bilo moji mami težko, Slovenka, ki je morala kar naenkrat znati tudi bosansko, ne? Ja, naučila sem se od majhnega skozi, tam sem naredila tudi 4 razrede osnovne šole. Doživela 2. svetovno vojno, doživela bombardiranje Banja Luke in takrat je kot italijanski državljan bil njen oče in cela družina sovražen. Zakaj? Napadali in bombardirali so Nemci in Italijani, Avstrijci, Nemci, Italijani v 2. svetovni vojni. In ker je bila ona preko očeta italijanska državljanka, so bili zaradi tega nezaželjeni. Jakob, imaš vprašanje? Kaj je bombardiranje? Bombardiranje je, ko mečejo iz aviona bombe, ki eksplodirajo in raznesejo vse, kar je na tleh. Hiše, ljudi, drevesa, vrtove, vse uniči. Naredi velike luknje, razbijajo se in ljudje po nedožnem umirajo. Poglejte si, kdaj televizijo poročila, čeprav v Braji ne priporočam tega, ker je veliko tega zdaj trenutno in v Ukrajini in v Gazi. To ste že poslušali, verjetno, ko ste slišali pogovor med odraslimi, tam tudi bombardirajo in umirajo nedožni ljudje, tisti, ki niso v vojni, niso vojaki. In to je doživela. Njen ata je pa doživel 1. svetovno vojno in 2. svetovno vojno in po 2. svetovni vojni, ko so bili osovraženi, ker je bil ata njen tudi ilegalec, veste, kaj je ilegalec? Skrito je deloval proti okupatorjem. Veste, kdo so okupatorji? Tisti, ki napadajo naše ozemlje, ki niso od tukaj. Zakaj so hoteli Italijani biti v Sloveniji, pa da smo mi Italijani, če nismo? Ste me razumeli? Borili so se proti okupatorjem, da bi spet na tistem delu države govorili svoj jezik. In ata je deloval tako, da je skrivne sestanke so imeli in to je nekdo izvedel in jih je opozoril, da naj se raje vrnejo, ker da jih bodo takrat ustaši ubili. Ustaši so vedno bili kontroli, vedno so nam hišo pregledavali, vedno so nas posud zasledovali in oče je bil tu priča, ko so šli iz rudnika, delavci so celo skupino pobili, je moral gledati, kako so jih s krampom po glavi in tako. Grdo je, in smo rekli, da ne bomo od vojne govorili. Ona je bila 10 let stara, ko je to doživljala. Predstavljate si, kako ste lahko srečni, da živimo v mirni državi, je res? Ja, in kaj je mojemu očetu bilo slabo, je en ustaša pristopil očetu in je rekel, kaj ti jih je žal peti zraven, te bomo. Takrat je pa direktor, je bil Slovenc, direktor rudnika, pristopil pa je bil, ker je bil zraven, vsa uprava, vse je stalo okoli to in je rekel, pusti ga, on je italijanski državljan, samo ne sme nešto. Ste videli, ste razumeli zdaj, zakaj je bila sreča v tistem trenutku, da so italijanski državljani. In takrat je bilo jasno, da morajo iti, ker so bili naslednji oni. Ja. Ne? Včasih se je delalo grdo v vojni,
zdaj se dela še boljše, ker je vedno več orožja. Vprašaj? Obstajajo tudi take bombe, ki so notri napolnjene z jedrsko energijo in ki jih mečeš na tla, eksplodirajo, pa ne poškodujejo samo tistega območja, ker padejo in celo mesto, ki je tista jedrska energija, zelo strupena in bi vsi pomre vse, tako je. Brez da bi razbili ne vem koliko hišo polno. Dobro, pustimo vojno, vemo, da so težke. Dajmo biti srečni, da lahko samo poslušamo, kaj je bilo včasih in kaj je nam vredno, v čem smo vedno naprežni, da smo dobri drug do drugega, da si pomagamo, ker tudi to so naše majhne vojne med nami. Ko smo nesramni drug do drugega, je podobno kot vojna. Morate biti sočutni, morate razumeti, da nekdo trpi zaradi vašega obnašanja in morate razumeti, da se nekdo zelo razveseli, ko se mu nasmejete. Zato dajte ta nasmeh kar deliti. Dajmo poslušati naprej. Torej, izseljenci, ki so mislili, da bodo za večno živeli v Bosni, so se morali vrniti nazaj v Slovenijo, ki bi bila takrat še italijanska. Mama, povej, kako je potekalo to vaše potovanje? Ja, 42. leta, marca meseca, ko je očetno pozoril italijanski konzula v Valjanuku, da naj se reši, da mu ne more več pomagati, ker je prosil pomoč, nekaj, kar je za narediti. Kar se je dalo prodati, to so predali, in kar je bilo, so nekaj tudi razdelili. In smo pa dobili enega sorodnika, da je se z vozom na voz nanosil par stvari, koliko smo pač. Ker je treba hitro reagirati. Ja, smo šli zadnji dan iz Valjanuke, preden je bilo obkoljeno in to, ne. Se pravi, ste se zadnji trenutek rešili, mama dovoli, bom pohitela malo. Ti si meni rekla, da je bil ta vlak, na katerega vas je ta človek z vozom zapeljal s konji, ne? Ja. Zadnji vlak, rešilni zadnji vlak. Ja. Ampak tega niste vedeli. Ne. Ste imeli srečo? 3 dni smo na postaji čakali, v zaprtem postoji, čakali vlaka, ki ga ni bilo. Vrata zaprti in smo gledali, kako so samo dovažali ljudi, Žide, ki so bili označeni za Žide, in so jih odvažali v Nemčijo. Videla sem tudi, ki ne mogo starček stopiti v vlak, ki so skozi okno gledala, kako ga je Nemc počel. In to več starih ljudi. In pol pa je prišel en civil, tu so bili vagoni navadni. Pol je pa prišel en vlak, prazen, brez ljudi, in je z Valjanuke so pa pripeljali veliko avtobusov z ljudmi, ki so bili kulturbudovci, to so bili skutarji. Tisti, ki jim je bila všeč nemška agresija, nemški okupator, ki so simpatizirali, ki so držali za Nemce. Zato so morali svoje države pobegniti. So šli iz Valjanuke in Bosne, so šli delati v Nemčijo. A delati v Nemčijo. So jim obljubili plačo, delo in vse so šli delati. Med njimi je bil en očetov delavc in je rekel, Slovenc, kaj pa ti delaš tukaj? Je rekel, čaka vlak. Pravi, ne nobenega vlaka več, to je ta zadnji. Spravi se na vlak. Ta mala je bila pa 5 let stara, sestra moja, majhna, ne? In je rekel, ta malo pa skrite, ko pride kontrola. No in s tisto bogo prtljavo, ki smo imeli, Afe imel Anžakel na hrbtu, in en kovček v roki, ta malga je brata je vodo za roko, mama en kovček pa ta malo vozila za roko, ne? Jaz sem imela pa en majhen kovček. In je rekel, stavite se gor in v Zagrebu pa se
na hitro spravite z vlaka, da ne boste šli naprej. No, in smo res potovali se z Banja Luke, skozi Delice, skozi vse te postaje in v Zagrebu, ko smo prišli, smo na hitrico dol šli, sestra so pa postrigli z enim plaščem, da je izgledal, kot da je prtljaka, ne? In v Zagrebu, ko smo prišli v tisto gnečo, narod, da je bilo ogromno, so bežali in to čakali te vlake. Je meni se kovček odprl, se mi je vse raztreslo, jaz sem začela krecati in jokati, ape, da smo tisto pobirali, so bili neki papiri in sendviči, kar smo imeli pri rokah, ne? In da smo tisto pobrali in pol šli na vlak za Reko. No in ko smo prišli v Reko, smo šli direktno na Veliko Bukovco stari mami. Tam smo bili, mislim, mesec in pol, dva, ker se tudi nismo imeli kje delati. In pol je ate bilo eno v Trnovem, v Cubrovi. Zdaj je ta hiša nas podrtija. To je, če greste od tega svetega Petra Cerke, tisti, ki boste ljezvali, Maši Keroku, pa kjer proti dvorani. Ker veste, kje je dvorana. Ena hiša se kar svetno sluša. Tam, ne? No, in tam smo imeli sobo, v kleti pa kuhnjo. Tako da tam smo v glavnem, takrat ste se priselili in ti si bila priseljenka. Ja. Tvoj ate pa se je samo vrnil v svojo ženo. Ja. Mama, povej ti meni, kako si se počutila, ker si ugotovila, da ni zadosti znati slovensko. Glej, pa nikaj te bo še nekaj vprašala, zdaj si se spomnila, da držiš roko zora. Zakaj pa so njeno sestro skrili? Zakaj so skrili Jožico? Zato, da je niso smeli imeti, ker majhni otroci niso šli v Nemčijo delati. Ja, vlak je bil, je peljal ljudi v Nemčijo delati. In so vzeli samo večje. Majhno punčko bi pustili kar samo, ne bi jih dovolili na vlak. Ampak ta vlak je peljal tudi do Zagreba, ker so oni izstopili in šli v našo smer, ne pa v Nemčijo, da treba v vlak. Mama, znala si bosansko, kaj, srbo-hrvaško, skupen jezik, slovensko, in ko si prišla sem, si ugotovila, da ne znaš. Ja, nismo znali dosti in tukaj so nas... Kakšen jezik? Ja, italijanščina. Italijanščina. Je bila še vedno tudi Italija. Ja. Še vedno vojna. Ja. Tako da je bilo težko in četrti razred sem tam, nisem končala, seveda, na mesta. Potem pa drugo let 43. sem pa šla ponovno četrti razred in niste smeli govoriti slovensko, samo italijansko ste videli. Si predstavljate vi, ki pridete iz Bosne, iz Srbije in tudi pridete sem, da se niti ne ukvarjajo z vašim jezikom, ker morate takoj znati govoriti jezik, da govorimo v tej državi. Si predstavljate? Tako da 43 leta, ko so bila čez poletje, so pa Italijani naredili kolonijo v Trnovem, za otroke na račun počitnic, ne počitnice. In so tudi mene vzeli. Da si se naučila? Tam sem govorila in se naučila italijansko. Jutri smo šli za 8-urno kolonijo in do 5 ure smo to imeli vse kosilo in vse in igre, pa tudi učenje in tako, da sem se navadila počasi italijanščine. No, ne, mama, imajo otroci dvignjene roke, ne vpraša, kar želi, Jakob? Jaz sem tudi prihod vprašati, zakaj se je zavili. A ja, za to deklico, zakaj se je skrili, ja? Ne, življenje je bilo nevarno, ne? Življenje v vojni je težko, še sreča, da so lahko prišli sem. Marsikdo ni prišel do doma nazaj, so ga na sredi podljubili, to je vojna, da. Gremo pa govoriti o tem, da so se priseljenci, ki so mislili, to sta dedek in babica, da jih ne bo več nazaj, prišli nazaj, ker jih je rešilo na nek način tisto, kar si nihče ni želel.
ker so bili italijanski državljani. In prav zaradi tega se je tukaj dogajala vojna. Ker Slovenci niso želeli biti italijanski državljani. Niti tisti Slovenci tam gor, višje, bližje Avstriji, niso želeli biti avstrijski državljani. Niti tam gor Prekmurci niso želeli biti mađarski državljani, ker smo vsi govorili slovensko. In vojna je začela in končala, oziroma so jo osvobodili ljudje iz zemlje, ki so jih pripadali. Torej, Slovenci v Sloveniji, Hrvati na Hrvaškem. In potem smo se zmenili, da bomo v Jugoslaviji. Jaz sem rojena v Jugoslaviji, vi pa v Sloveniji. Zanimivo, ne? Slovenski v Jugoslaviji. Ja, Slovenija je bila v Jugoslaviji najprej. In zdaj smo Slovenci. Končno. Koliko let traja je res? Povej, Luka. Učiteljica, ne morejo tudi predsedniki prekinati vojno ali... Obvezno. In če je predsednik slabe volje in se tisti dan grega, je lahko vojna še 10 dni. Ja, smo zelo odvisni tudi od človeških karakterjev, to je naša osebnost, kakršno imamo. Če znamo miriti ljudi, bomo pomirili vsakega. Če ga znamo razdražiti, lahko dobimo sovražnike. Glejte, kako se obnašate med seboj in opazujte, kdo je bolj uspešen. A tisti, ki se bolj grega? A tisti, ki se bolj smeje in heca? A tisti, ki razume in čuti? Nika? Zakaj pa so ostale niso skrili? Ostale, ker so bili dovolj po veličini visoki, da so delovali starejši. Zato je ni bilo potrebno skriti. Otrok niso imeli na vlaku. Razumeš? Ker otroci so bolj zahtevni. Mama, da ti bi še kaj na to dodala, ker smo precej dolgi, se bojim, da si se utrudila. Ne, kaj je. Ko sem ti pokazala, da smo mi, boste vprašali, iskali, da sem jaz pogledala, počitelca Helena pa Jožico, razmišljali, kaj bi dali našim otrokom za likovne izdelke, izdelovati, ustvarjati, sem jaz videla to, kot da izseljenci bežijo zaradi vojne. Zakaj se recimo še izselijo? Zato, ker se ne spoštujejo državne predsednike, se ne strinjajo. Takrat so prišli sem tudi komunisti in nekateri, ki se niso strinjali, so se po drugi svetovni vojni odselili pa v Ameriko, v Avstralijo, v Kanado. Nekateri se izselijo iz države, ker nimajo tukaj dela, to so ti naši priseljenci, ki so se izselili iz svojih držav. In jaz sem si predstavljala, da to delajo po noči, ker kot da bežijo. In potem zanimivo, da to moje mišljenje je tudi na internetu prevlada. Mednarodni dan izseljencev je 17. november. In ko sem najdla, to stran je bila polna takšnih silhuet. To so ljudje, ki pred nekom bežijo, ne vemo zakaj. Ali zato, da ne vidijo, kdaj so se izselili, ali zato, ker se bojijo, da bodo zaprti, ker so nekaj krivega zagrešili. Ampak očitno sem se motila, ja, moja mama ni bežala po noči. Jo je pa rešil dokument očeta, da je italijanski državljan. Verjetno bi pa bežali po noči, če ne bi se zavedali, da ste kot italijanski državljani nedotakljivi tam. Večji del pa se dogaja tudi danes, migracije, revežev, beguncev, ki bežijo pred vojno, oni pa bežijo brez dokumentov in tisti poznavani najraje po noči. In kot prej omenjeno, tisti, ki so nekaj skrivali ali so nekaj zelo bali, so pobegnili v tistem času, da jih ne bi videli. In ko sem ti pokazala tole sliko, si rekla, kaj? Točno tako je bilo z nami. To je bil moj oče, nosil je. Tako si rekla, žakelj in držal za roko brata. In pa si povedala, kako se tale žakelj naredi. To je rijel, star žakelj, mogoče izpomina na stare čase. Pri moji mami ne zavržil vsega. Tako da kdo ve, kaj ima še čaka.
Glejte, Kaja mi boš pomagala. Mama boš pripovedovala, kako in kaj. Veliko sem govorila. Ti boš Kaja naredila tukaj močen vazu. Čakaj, če lahko. Iz tega bogala. Torej je en žakelj, lepnjen žakelj. Tukaj, ja, joj, pardon. Ne, kar normalno zaveš. Normalno, ne, puno. Ja. Ja, zdaj še dvojni voz, manj narodno zvon sem da z tega napisala. Močno zatisni, še enkrat. Držala prst. Je, dobro. Zdaj daljši del bo šel po dnu žaklja. Kaj je še v ta vozu? Prosim, če boš lahko. Ja, manj narodno sem se lotila. Zakaj gre po dnu? Ta nitka, ki gre po dnu žaklja, je tista, ki pomaga držati žakelj, da je lažje zanositi. Torej, dva vogala sta zavezana. Nitka drži žakelj skupaj. Mama, kako gre naprej, kaj tukaj? Za vozlom? Ne, to skupaj. Lahko greš snemat na bližje. To skupaj se zaveže. Aha, tukaj verjetno najprej za vozlom, da se ne treba... Ja. Čakaj malo. Torej, naredim ta vozu. Ne? Tako? Ja. In še enega, da bo bolj močno. Ja. Tako? In zdaj, recimo, da napolnimo stvari, kaj imamo, kaj se dati noter, si bomo sposobni gledati, kaj je tukaj odločitelj kadene. Imamo škatlo notri, recimo. Si predstavljate, kako so izseljenci, begunci, migranti, kakorkoli jim rečemo, ko so morali bežati, vzeli verjetno kakšne prevleke za ovšne, kaj? Zdaj imajo bolj torbe, potem kovce in tako. Zdaj pa mi ti drži, da jaz naredim še vozo okoli. In kaj je pomembno? Ta trenutek delamo kaj? Drži, mama. Gleda, da sem palila. Ta trenutek delamo prav tisti žakelj, ki smo ga malo mi narisali, da bomo poslali v Park Škocjanske jame na razstavo. Kdo si ga bo dal na ramo? In ga prosim, da se Jakob vstopi bližje. Bom jaz tudi odrezala. Nisem odrezala vsega, super sem se zlašla. Pridi sem Jakob. Je roko. Lucak smo naredila. Voilà! Ste videli? Kako moraš biti iznajdljiv v zadnjem trenutku? In to pomaga reševati marsikatero zagato. Torej, zdaj si kot izseljenci. Kar sprehodi se, da te vidimo, kako zgledaš. Ja, dobro. To bomo poslali na razstavo. Kaj pravite? Naj vidijo, kako se drži žakelj, rucak. Mama, jaz bi zaključila s tem, ura je dolga, kosilo je pred vrati. Ja, žejna sem, zato sem jih začela. Ja, povej. Jugoslavijo so tudi razstrelili. Ne so razstrelili, tu se bomo menili drugič, kaj pa z Jugoslavijo. Mama, jaz bi se ti rada v imenu vseh nas zahvalila, ker si bila tukaj z nami, delila svoje spomine otroci, to je zelo težko bilo za njo. Ko sem jo pripravljala, da pride sem, je cel čas razmišljala in po noči skoraj, da ni spala, ker sem jo budila slabe spomine. Nihče si ne želi živeti v vojni, je res. Ampak, ko so partizani, naši ljudje zmagali, smo končno lahko zaživeli na slovenski zemlji in takrat je prispeval velik delež, tudi njen delež, ki je bil v tistem času partizani. Vrtnice imaš zelo rada, ja, boš lahko. Neki bodo še nekaj dni spomnili na nas, upam, da bo zdaj po noči lažje spala. In ene takšne
Da se boš pa še zdrave poslati, Karla. Hvala. Hvala ti puno. Hvala. Ja. Jako teško i žalostno živjeti u spominiti, jer stalno živimo u spominiti. Preveč jih je dobro. Preveč. Mama, konc koncu veš kaj. Čez 7 let boš stara, 100 let. Veš, koliko spominov boš šel v 7 letih? Spusti malo tiste slabe ven. Ja, če se v nekaj uživiš, to ostane v tebi. No. Bodite dobri, dobrosrčni, čutite drugi drugega. Pa vam bo veliko lažje v težkih trenutkih. Se boste imeli ob sebi podporo. In učite se, ker se z učenjem pridobite veliko poklica, pa še več, da se lahko preživljate in da boste se znajti po vsem svetu. In da bodo imeli za dom, ne? Ko bodo dom odsareli, da boste imeli za dosti penzij za kačati. Ja, konec.